Umetna roka, ki so jo pomagali ustvariti v regionalnem tehnološkem centru Zasavje, je na pogled precej podobna pravi. Mi smo v bistvu naredili kalup roke, da jo pošljemo na rehabilitacijski center v Sočo, kjer vstavijo silikon s pigmenti prave roke. V Hrastniku, kjer imajo 2 tiskalnika, eden tiska izdelke iz kovine, drugi iz plastike, so v 10 letih natisnili že več milijonov predmetov. Izdelavo te plastične večstanovanjske hiše je naročil arhitekt. Najprej podjetju po elektronski pošti poslal sliko in podatke o izdelku. In ko jaz to dobim, pač moram vedeti, iz katerega materiala si stranka želi imeti izdelke, pa iz količino teh izdelkov. Nato so podatke poslali v sosednjo sobo laserskemu 3D tiskalniku. Ta izdelek ustvari iz poliamida oziroma plastike v prahu. Tukaj sta 2 zalogovnika svežega materiala, ki nasuvata prah v posnemalo. Posnemalo nanaša prah na delovno mizo, debelina plasti je pa 0,15 mm. Grelci prah segrevajo, laser pa talile izrisane dele. Postopek se ponavlja in ko je izdelek natisnjen, ga ohladijo in vzamejo iz tiskalnika. Za izdelavo te 40 gramov težke makete so porabili do 8 kilogramov prahu, končna cena 300 evrov. A so take naložbe za nekatere neprecenljive, denimo za tistega, ki si je pred težko operacijo dal natisniti svojo lobanjo. In tukaj vidimo anomalije, ki jih je imel ta pacient. Na osnovi te lobanje je lahko kirurg že predhodno določil posamezne faze operacije in s tem skrajšal operacijo, za nekajkrat. Podjetje, ki sicer ustvarja tudi medicinske pripomočke, največ tiska prototipe malih gospodinjskih aparatov in izdelkov za avtomobilsko industrijo. Tako se lahko podjetja, preden v nek posel vložijo milijone, prepričajo, kako je videti izdelek, ki ga nameravajo prodajati.